Spoštovane gledalke in gledalci z bregov tacenskih brzic tule na Brodu oziroma v Tacnu, kot pravzaprav to prizorišče tradicionalnih tekem, bodisi za svetovni pokal ali pa ostala mednarodna tekmovanja, pa seveda tudi domača, poznajo širom po svetu. Vreme se v tem trenutku nekoliko kisa dopoldne, ko so tekmovalke in tekmovalci upravili s kvalifikacijami na drugi tekmi Evropskega pokala in seveda tudi drugi izbirni tekmi za sestavo slovenskih reprezentanc. Je bilo lepo sončno vreme, no zdaj pa z zahoda prihajajo oblaki in upajmo, da kakšno deževje ali pa močnejša nevihta ne bo preprečila izvedbe tudi štirih final, ki so na vrsti tudi danes. Tekmovalci prihajajo znova in tudi tekmovalke iz 6 držav, tudi danes nekaj gledalcev, po večini prijateljev, znancev, pa tudi sorodnikov, ki bodo spremljali tole prireditev. Tule pa znamenita tacenska zapornica. Letos so stvar prenovili, vendar v tem trenutku še ni uporabna. Pred tem je bila voda nekoliko počasnejša, pa tudi višja, no zdaj pa hitro dere preko teh zapornic, tako da je preniska in je za tekmovanja ne morejo uporabiti, tako da bodo tudi tokrat startali nekoliko nižje. Tule že štartna lista za finale deklet, vseh 9 se je uvrstilo v finale, vse tiste, ki so dopoldne vozile tudi v kvalifikacijah. Nekoliko spremenjen, modificiran sistem tekmovanja, namreč kvalifikacijska vožnja, po kateri bo 9 tekmovalk v kanuju nastopilo v velikem finalu, pa po 10 kanuistov in kajakašic in pa 15 tekmovalcev v kajaku, kajti tam je bila udeležba v kvalifikacijah največja, kar 47 tekmovalcev je bilo na štartu. Tule desno, vidite, se že pripravljajo tudi tekmovalke, ki bodo začele današnjo preizkušnjo. Včeraj na prvi tekmi Evropskega pokala je bila najboljša Elena Apel, ki je dobila tudi današnje kvalifikacije. Druga je bila včeraj Francozinja Angel Hig in na tretje mesto najboljša Slovenka Alja Kozorok s 4 kazenskimi sekundami. Če enega dotika ne bi bilo, bi osvojila drugo mesto, no danes pa Alja Kozorok precej hitrejša, boljša, bolj se je približala in kljub dotiku bila druga. Če dotika ne bi bilo, kajti Aplova je vozila brez kazenskih sekund, potem bi Alja Kozorok tudi dobila kvalifikacije, pa je kljub vsemu potrdila, da je trenutno najboljša slovenska tekmovalka v tej razmeroma novi disciplini, kjer pa naj bi ali bodo kolajne delili tudi na v Tokiu. Danes sta tole progo trasirala Simon Hočevar in Jože Vidmar, naša nekdanja odlična kanuista. Kot pravijo strokovnjaki in trenerji, je postavljena nekako klasično, dovolj zahtevna in težka, predvsem pa bo seveda zahtevna in težka za mlade kanuistke, ki nimajo prav veliko izkušenj na divjih rekah, kakršna je tudi reka Sava tule na Brodu oziroma v Tacnu. V srednjem delu proge zdaj Naja Pintarič iz Čateškega kluba. Včeraj je osvojila 8. mesto, prehitela pa je Ajano Sato, ki je edina med 9 tekmovalkami izpustila vratca in bila tako kaznovana seveda zadnjim mestom. No, tudi danes pa je Ajano Sato bila šele 7. v kvalifikacijah in bo nastopila kaj kmalu. Predvsem v nekaterih velikih reprezentancah so se načrtno lotili te discipline, tu mislim predvsem na Veliko Britanijo, pa tudi na Češko, Nemčijo. Razumljivo, da tudi Avstralijo.
V ženski konkurenci pa je veliko deklet, ki nastopajo pravzaprav tako med kanuistkami kot tudi med kajakašicami. Ena takšnih je tudi Elena Apel, včerajšnja zmagovalka in tista, ki bo zaključila današnji finalni nastop, in pa tudi recimo Eva Alina Hočevar, mlada tekmovalka kanu kluba Simon, ki je bila danes v kvalifikacijah tretja, včeraj pa je bila četrta. Kar precej težav za mlado Najo Pintarič. Štiri dotiki te tekmovalke in pa skromen čas, kar praktično pomeni, da danes ne bo uvrščena v prvo polovico tekmovalk. Naslednja, zdaj že včeraj drugovrščena Francozinja, ki je danes v kvalifikacijah imela kar precej težav. Francozinja je v prvi vožnji imela 4 dotike in edina, ki je s progo upravila v prvo ali v kvalifikacijah brez dotikov, je bila Nemka Elena Apel. Precej hitreje kot pa dopoldne, tam je morala Francozinja popravljati, tako da je izgubila precej dragocenega časa. In kot tretja že čaka na startu Japonka. Ayano Sato, ki najbrž po tem, kar je prikazala včeraj, tako v kvalifikacijah kot tudi v finalu in tudi danes v kvalifikacijah, zagotovo ne more presenetiti. Anžel Pik v vodstvu z veliko prednostjo pred Najo Pintarič, spremljamo pa nastop Japonke. Edine predstavnice dežele vzhajajočega sonca, ostali japonski kajakaši, kanuisti v obeh konkurencah so ostali doma na Japonskem, ker menda vadijo tudi na olimpijski progi. Satova se je že dotaknila drugih oziroma tretjih vratc in že ima pribitek 2 kazenskih sekund. Za vsak dotik količka 2 sekundi pribitka. Če pa tekmovalka ali tekmovalec izpusti vratca, potem je pribitek večji 50 sekund in s takšno kaznijo seveda nastopajoči nima nekakšnih možnosti poseči prav visoko. Še en dotik, kot smo videli v tem trenutku v srednjem delu proge Japonke Ayano Sato. Ki zdaj vesla proti cilju. Trener japonske reprezentance v pomembnem trenutku, namreč pred domačimi olimpijskimi igrami, je Dejan Testen, nekdaj vodja slovitega slovenskega dvojca v disciplini C2, Taljat Božič. Na drugem mestu vendar pa z velikanskim zaostankom Ayana Sato. Na progi je medtem že naslednja Asja Juk. Včeraj je bila tekmovalka Soških elektrarn na 7. mestu s 3 dotiki in pa zaostankom za zmagovalko za več kot 40 sekund. Tudi tokrat že prvi dotik
začetku proge. In pa seveda že enkrat prosimo vse obiskovalke in obiskovalce, da potem, ko bo tekmovanje konec, vrnete akreditacijo. Francozinja torej še vedno na vrhu. Težko je primerjati včerajšnje in pa današnje čase, kajti proga je nekoliko daljša ali pa bolj zahtevna, če hočete. No, včeraj je Elena Apel potrebovala za progo 95 sekund in 47 stotink. Oziroma 84 sekund in 69 stotink, danes v kvalifikacijah 95-47. No in kar blizu pravzaprav temu času je tudi Francozinja Angelique, ki je tako napovedala še enkrat boj za zmagovalne stopničke. Asja Juk zdaj v spodnjem delu proge. Ayano Sato na drugem mestu ima čas 123:20. Dva dotika Jugove v tem trenutku, no in čas zadošča za trenutno drugo mesto. Prehitela je Ayano Sato in tudi Najo Pintarič. Tule že Američanka Corcoranova. Peta je bila v kvalifikacijah in peta tudi na včerajšnji finalni tekmi. Ja, edina, ki se tako včeraj v finalu kot danes v kvalifikacijah na dveh različnih progah ni dotaknila količkov in dobila kazenskih sekund, je pravzaprav 21-letna Nemka, včerajšnja zmagovalka Elena Apel, ki ima tudi že kolajno z velikih tekmovanj. Še 2 leti pa bo nastopala tudi v konkurenci do 23 let. Mihaela Corcoran. Najbrž je čas Igove za njo nedosegljiv. Videli pa bomo, kako uspešna bo v spodnjem delu v boju za trenutno drugo mesto, na katerem je Asja Juk. To je sicer disciplina, v kateri je na vrhu Jessica Fox, no in vendarle 89 stotink na koncu hitrejša Corcoranova. Ja, zelo dober nastop, predvsem hitro v spodnjem delu Corcoranove. Francozini so naknadno prisodili 2 sekundi. In Corcoranova je prevzela vodstvo pred Igovo, Asjo Juk, Ayano Sato in Najo Pintarič. Lea Novak pa zdaj že na vodi. Članica kajakan kluba iz Tacna. Majhen popravek, Lea in Ajda Novak nista sestri, pravzaprav niti ne v sorodu. Imata pa obe zagnana očeta, ki jo spremljata seveda v tem športu, tako v enem kot drugem klubu pa si želijo seveda, da bi bilo Novakovih še več. Je pa Novak z okrog 11.000 priimki najbolj pogost priimek v Sloveniji, pred Horvatom, Krancem, Kovačičem in tako naprej. Včeraj Lea Novak na 6. mestu, danes 4. v kvalifikacijah. Zaenkrat čista vožnja Lea Novak, članica domačega kluba, ki organizira tole tekmovanje, kljub temu, da ni
Seveda na nivoju svetovnega prvenstva, pa vendarle vse pohvale organizatorjem in tudi Kajakaški zvezi Slovenije, tako da imajo tekmovalci vsaj nekaj stika tudi s tekmovalnim veslanjem. 96:18 je čas vodilne, na tretje mesto je Lea Novak. Ja, razlike zdaj med prvimi tremi majhne, nekaj več kot 2,5 sekunde. Lea Novak na tretjem mestu kot trenutno najboljša Slovenka. Včeraj 6. No in vsaj 6. mesto bo ponovila tudi danes, kajti le še 3 tekmovalke so na vrsti. Najprej Eva Alina Hočevar, ena najobetavnejših mladih tekmovalk. Njen oče Simon je tudi skupaj z Jožetom Vidmarjem postavil, trasiral tole progo. Iz popolnoma športne družine prihaja Eva Alina, torej oče odlični kanuist, tudi prvi evropski prvak kanuistov v Augsburgu leta 1996, pa na istem prizorišču nastop njenega dedka Toneta tudi leta 1972 na olimpijskih igrah. No, po njenih stopinjah ali po stopinjah prav vseh treh pa gre tudi mlajši brat Eve Aline, Žigalin. Dober nastop. V zaključku zdaj že Eva Alina, še vedno, kot kaže, brez dotika. No, tu in tam potem sodniki vendarle dodajo tudi kakšno kazen, pa še ena protitočna vratca. 6 je tudi danes na progi, kjer je tudi danes 19 vratc. Takole skozi vratca in pa obrat. 96:18 čas vodilne in zdaj ga napada Eva Alina Hočevar, ki je takole končala. Je 34 stotink hitrejša je bila Eva Alina Hočevar, ki je prevzela vodstvo in to pomeni že na zmagovalnih stopničkah bo na koncu stala Eva Alina Hočevar, včeraj 4., danes vstaj stopničko više. Dober nastop Eve Aline. Ki jo bomo kasneje, mislim, da videli tudi potem še med kajakašicami. In še nastop zadnje Slovenke, trenutno najboljše kanuistke v Sloveniji. Alja Kozorog je letos dobila tekme slovenskega pokala v tej kategoriji, v tej disciplini. Včeraj na tretjem mestu. Zaostala je za obema tujkama. Bomo videli, kako se bo vsa stvar razpletla danes. Francozinja Angelique je zdaj že za Evo Alino Hočevar in tudi Američanko Korkoranovo. Spremljamo pa boj za zmago oziroma zmagovalne stopničke. Alja Kozorog, članica Kajakano kluba Soške elektrarne, z primorskega konca prihaja tekmovalka, ki je v zadnji sezoni zelo napredovala. In zdaj še zaključek, tudi ona do tega trenutka s čisto vožnjo. Ko so v tej disciplini začenjale nastopati tudi tekmovalke na tekmah svetovnega pokala, je bilo veliko tudi izpuščanj vratc, predvsem pa dotikov, tako je tudi danes. No, na tej progi pa danes zelo dobri nastopi in 2 sekundi 84 prednosti v tem trenutku Alje Kozorog, ki bo najmanj druga. Odličen nastop Alje Kozorog, 91:13, kar 4 sekunde je bila hitrejša kot pa v kvalifikacijah na tej isti progi Elena Apel, ki jo v tem trenutku še čakamo. Alja Kozorog zdaj na prvem mestu. Odličen nastop, torej Kozorogove, včeraj 3., danes najmanj 2. Torej tako Eva Alina Hočevar kot Alja Kozorog danes vsaj stopničko više. Tule pa Elena Apel. 21 let je tej tekmovalki, torej gre za izjemno mlado
kanuistko oziroma kajakašico, prihaja iz Augsburga. Že na prvem velikem tekmovanju v Pragi je segla po kolajni. Sicer lanska svetovna prvakinja v tej disciplini Helena Herzog, Nemka. V nemški reprezentanci so že imeli nekaj izjemnih tekmovalk, ki pa so ali izgubile formo ali pa že končale tudi z nastopi. Tudi tokrat pa kaže, da Elena Apel izjemno vlada tole vodo reke Save. Vendar čas Alje Kozorog je bil izjemno dober. V spodnjem delu pa zdaj že Nemka, ki je praktično dobila obe kvalifikacijske vožnje včeraj in danes in tudi včerajšnje finale. Ali bo uspela tudi tokrat še z drugo zmago? V drugem finalu bomo videli čez nekaj trenutkov. Zdaj zaključek, tesno bo šlo in Alja Kozorog je v odličnem položaju. 91:13 je čas, ki ga mora prehiteti, ni. Na drugem mestu je Elena Apel in zmaga ostaja doma. Alja Kozorog si je priborila torej tudi zmago proti odlični nemški kanuistki, kar je že dober pokazatelj, da bi Anja Kozorog letos tudi na mednarodnih tekmah, ki bodo, upajmo, pred njo še bila zelo visoko. Tole vrstni red, poglejte, na prvem in tretjem mestu slovenski tekmovalki Alja Kozorog, prve 4 tekmovalke pa so s progo opravile brez dotikov, tudi Lea Novak, ki je 6., se ni dotaknila količka, torej čiste vožnje kanuistk na sicer zahtevnem prizorišču, vendar pa na nekako klasično postavljeni progi. Alja Kozorog, zmagovalka, za skoraj 1,5 sekunde je ugnala Eleno Apel, točneje 1:38, 2:84 pa je zaostala Eva Alina Hočevar. Torej, slovenski tekmovalki na prvem in tretjem mestu. Tule je Eva Alina Hočevar, včeraj 4., danes na 3. mestu. Dober finalni nastop tudi Eve Aline. Na drugem mestu danes včerajšnja zmagovalka Elena Apel, ki pa bo danes imela še eno priložnost boriti se za zmago in tudi za zmagovalne stopničke, namreč nastopila bo tudi v konkurenci kajakašic. Njen trener je Thomas Apel, priznan nemški trener, zmagovalka pa številko 7, videli smo jo Alja Kozorog, ki je izvrstno odpeljala tale finalni nastop, brez dotika, dovolj hitro, tako da si je priborila tudi novo letošnjo zmago, tokrat v mednarodni konkurenci evropskega pokala in pa izbirne tekme za slovensko reprezentanco. To je druga izbirna tekma, potem prihodnji konec tedna, v soboto državno prvenstvo in v nedeljo še ena izbirna tekma. Tule pa že štartna lista za naslednjo disciplino, to je disciplina kanuistov. Kot prvi začenja Klemen Vidmar, 23-letni tekmovalec domačega kluba. Sin Jožeta Vidmarja, ki je danes s Simonom Hočevarjem tudi trasiral postavitev tele proge tule. Samo en tujec je v konkurenci med kanuisti Gilles Bernardet, ki je vozil tudi včeraj in bil včeraj 4. Včeraj je zmaga v tej konkurenci nekoliko presenetljivo šla v roke Juretu Lenarčiču, ki pa je očitno v odlični formi, kajti tudi danes je dobil kvalifikacije. 10 tekmovalcev se je uvrstilo v finale. Vidmar je naslednji, ki se bo boril včeraj. Je postavljen čas 80 oziroma 84, 18 tekmovalcev pa je nastopilo v kvalifikacijah.
In danes je brez finala ostal Žiga Lin Hočevar, ki je bil včeraj 9. Klemen Vidmar je končal današnji nastop brez dotika 86-83, kam bi ga uvrstil tale čas. Ja, nekje na 9. mesto, vendar pa rezultati kvalifikacij in pa final ali pa polfinal in final pravzaprav niso primerljivi, bolj gre za orientacijo. Kako hitri so tekmovalci. Naslednji na progi član celjskega kluba, Kajakanu klub Nivo iz Celja, Urh Turnšek. Drugi, potem pa bo še malo pod, že Žiga Taljat za zloške lokale, bomo tudi Žiga Taljat danes v velikem finalu. Za njim potem Žiga Taljat, Nejc Polenčič, Žil Bernarde, pa potem Benjamin Savšek, Juš Javornik, Anže Berčič, Luka Božič in Jure Lenarčič. Benjaminu Kisu, ki je včeraj vozil v finalu iz Nemčije, se danes ni uspelo vrstiti med najboljših 10. No, zamenjal ga je prav tekmovalec, ki ga spremljamo zdaj, to je Urh Turnšek. Prva dva kanoista, zaenkrat še brez dotikov. Čas vodilnega Klemna Vidmarja 86-83. Urh Turnšek tudi on seveda še hoče kakšno mesto v velikem finalu. Klemen Vidmar ostaja na vrhu, Urh Turnšek pa 89-73. Skoraj 3 sekunde zaostanka v tem trenutku za Urha Turnška, ki se je torej uvrstil v finale, vendar pa v tem trenutku je zaostankom skoraj 5 sekund, tudi 2 sekundi pribitka je dobil na drugem mestu. Klemen Vidmar v vodstvu, Urh Turnšek na drugem mestu. Pred nastopom Žige Taljata. Včeraj se Žiga Taljat ni uspel uvrstiti v finale. Hočevar in Kis danes brez finala, zato pa Turnšek in Taljat v finalu. Ostalih 8 finalistov pa je isti. Dotik, količka na vracih in potem še enkrat. No, včeraj ni prišel v finale, tudi danes s finalno vožnjo zagotovo Žiga Taljat ne bo prav zadovoljen. 4 sekunde pribitka, že kot vidite v tem trenutku. Klemen Vidmar ima kar lepo prednost. Pa še 2 dotika in skupaj že 8 kazenskih sekund. Tako da bo Žiga Taljat današnji finale kanoistov končal nekje pri repu. Odvisno od tega, koliko in kakšne napake bi lahko naredili ostali kanoisti, ki še čakajo na startu. Bernarde, Savšek, Javornik, Berčič, Božič in Lenarčič. Žiga Taljat gre proti cilju in to bo zaenkrat tretje mesto za Žiga Taljata, vmes pa čakamo na start naslednjega 152 za Žiga Taljata, 102.52 for Žiga Taljat. Velik zaostanek Taljata, ki je na tretjem mestu z zaostankom več kot 15 sekund. Težave so se začele kopičiti in se potem samo stopnjevale. Videli pa bomo, kako bo s progo opravil včeraj 6. Nejc Polenčič. Prav tako član Kajakanu kluba Soške elektrarne. Tudi on že z dotikom.
Pa še enkrat v količek. 6 sekund prebitka že v tem trenutku, kar kaže na to, da bo Klemen Vidmar ostal v vodstvu tudi po nastopu Nejca Polenčiča. 4 tekme štejejo za izbiro slovenske reprezentance, bolje rečeno štejejo 3 od 4. No in tule se je Nejc Polenčič enostavno predal, preveč je bilo napak, obupal je in izpustil vratca, tako da bo uvrščen še za Žigo Taljatom. Dva člana Soških elektrarn, torej zdaj na zadnjih 2 mestih. Dvoje vratci izpustil, 12. in 13. ob 3 dotikih in pa z velikimi težavami Nejc Polenčič zaključuje današnji finalni nastop. Za uteho mu ostaja včerajšnje 6. mesto. Nejc Polenčič na 4. mestu, tako da ostaja brez visoke uvrstitve. Tule pa je včeraj 4. Gilles Bernardet. Včeraj je zaostal za zmagovalcem Lenarčičem dobri 2 sekundi in pol, z enim dotikom tudi. Francozi so imeli v tej disciplini vedno odlične tekmovalce. Danes kar 2 dotika. Če dotikov ne bi bilo, potem bi dosegel v kvalifikacijah celo 2. čas. Razmeroma čiste vožnje tudi v kvalifikacijah med kanuisti. No, Bernardet zaenkrat z enim dotikom. Čas vodilnega Klemna Vidmarja 86:83. Toni Estanguet, zagotovo najbolj znano francosko ime v tej disciplini. Z Michalom Martikanom, Slovakom, sta se borila za prestiž in pa za kolajne z največjih tekmovanj. 2 odlična tekmovalca in velika šampiona. Zaključek zdaj za Bernardeja, ki je prevzel vodstvo. 82:10. Ja, to je zaenkrat najboljši čas, tako kvalifikacij kot finala. Včeraj torej Bernardet 4., danes morda tudi na zmagovalnih stopničkah, kajti do konca sicer še 5 tekmovalcev, vendar pa čas Gilesa Bernardeja je izvrsten. Klemen Vidmar zdaj na 2., Urh Turnšek na 3. mestu. Tu pa Benjamin Savšek. Savšek z dotikom. V kvalifikacijah, vendar tudi najhitrejši ni bil, za pol sekunde ga je prehitel Jure Lenarčič. Beni Savšek, aktualni evropski prvak, izjemni rezultati tega odličnega tekmovalca. Savšek tudi zmagovalec tekem za svetovni pokal v Tacnu leta 14 in 16, torej 2-kratni zmagovalec je Benjamin Savšek. Savšek je dobil letos tekmo slovenskega pokala v Celju. Tudi tokrat dotik 6 vratc. Sicer je včeraj dejal, da mu takšna voda in takšna proga ustrezajo. Takšne razmere torej.
Takole. Zdaj pa zadnji zaveslaji in prehitev je Bernardeja. Kljub dotiku 91 stotink hitreje, izjemno je pospešil v zaključku. Benjamin Savšek je tako prevzel vodstvo. Včeraj Savšek drugi, zaostal je za Juretom Lenarčičem. Tole je šlo za las, vendar izjemna reakcija izkušenega tekmovalca. In tole Juš Javornik, Savšek, Bernarde in Vidmar vrstni red trojice pred nastopom Juša Javornika, ki je odlično odpeljal kvalifikacije in dosegel 4. čas. Njegov oče Borut je v tem trenutku trener, sicer Borut tudi udeleženec olimpijskih iger v Barceloni, oziroma bolje rečeno na progi v Seu de Urgelu. Takrat so bili slovenski kanuisti zelo blizu odličja tudi v svojih nastopih, vendar pa slovenska reprezentanca je takrat žal ostala brez njega. Juš Javornik, odličen začetek, kljub temu, da se je dotaknil 7 vratc, vendar zelo hiter je in tudi z dotikom in 2 sekundama pribitka se da torej biti med najboljšimi. Benjamin Savšek je vozil hitreje kot 80 sekund, pa potem s pribitkom 2 sekund 81:19. Zadnja četrtina proge zdaj za mladega Juša Javornika. Javornik po cilju, Benjamin Savšek ostaja vodstvo 81:19, Juš Javornik domači tekmovalec. Tole zdaj vodstva ne more prevzeti, se pa je uvrstil v tem trenutku na 3. mesto. Klemna Vidmarja je potistil mesto navzdol. Na vrhu ostaja Benjamin Savšek, Žil Bernarde drugi in Juš Javornik na 3. mestu. Še najboljše 3 čakamo iz kvalifikacij v drugi finalni disciplini današnjega dne v Tacnu. Tule je Anže Berčič. Tudi on to progo seveda odlično pozna. Član domačega kluba je Anže Berčič, ki je slavil na tej progi na svetovnem pokalu pred 7 leti. Včeraj Anže Berčič na 5. mestu, povsem zadovoljen s svojim nastopom. Berčič včeraj, kljub temu, da se včeraj ni dotaknil količka, ni bil dovolj hiter in je zaostal za zmagovalcem več kot 2,5 sekunde. Danes priložnost za boljši nastop, boljši izid. 3. iz kvalifikacije Anže Berčič, ki se prav tako bori za uvrstitev v slovensko reprezentanco, ki bo na evropskem prvenstvu štela 4 čolne ali 4 može. Savšek ima namreč kot aktualni evropski prvak možnost braniti ta naslov. Dotik 14 vratc. Berčič v zaključku, Savšek, Bernarde, Javornik vrstni red najboljše trojice. Boj za zmagovalne stopničke. Ja, 3. Javornik zaostaja 7 sekund in 4 desetinke, 5:76 pa zdaj 3. Anže Berčič. Najmanj ponovil bo včerajšnje 5. mesto Anže Berčič. Kajti na vrhu sta še 2 tekmovalca. In oba lahko v tej konkurenci tudi zmagata. To sta Luka Božič in za njim še Jure Lenarčič. Številko 24 vidite najboljšega iz kvalifikacij. Najprej pa Luka Božič. Božič izvrsten lani na svetovnem prvenstvu, ko je osvojil kolajno, tudi letos na tekmah slovenskega pokala.
tekmovalec, ki mu ne manjka motivacije, delovnega elana, izjemno priden, delaven je Luka Božič, nekoč odličen v kanuističnih dvojcih, tudi svetovni prvak s Sašem Taljatom. No in Luka Božič zdaj nadaljuje uspešno kariero, tokrat med posamezniki. Zaenkrat lepa, čista vožnja Luke Božiča. To je že nastop, ki bi lahko spremenil vrstni red povsem na vrhu. Brez dotika zaenkrat še Luke Božiča. Odlično, Luka Božič. 79-19, zdaj so Savšku ukinili kazen 2 sekund po ogledu videoposnetka in to je čas, ki ga zdaj napada Luka Božič, ki je v zaključku. 79-19, ali bo Luka dovolj hiter? Je 45 stotink hitrejši tokrat Luka Božič, včeraj je približno toliko zaostal za Savškom. Včeraj zaostanek 3 desetink, danes prednost 4 desetink. Zelo izenačena sta Luka Božič in Benjamin Savšek. Na 3. mesto zdaj Gilles Bernardet. Ali bomo videli trojno slovensko zmago danes? Kajti Jure Lenarčič je očitno v odlični formi. Tole je Jure Lenarčič. Tudi on član domačega kluba, kajakanu kluba Tacen. Včeraj najboljši v finalu, danes v kvalifikacijah. Jure Lenarčič. Takoj potem, samo 4 minute do naslednjega starta, Kačice, kje bo še ena huda bitka. Jure Lenarčič pa gre naprej, novemu vrhunskemu rezultatu naproti. Morda bi to bila letos tudi njegova najboljša mednarodna sezona, če bi bil spored tekem svetovnega pokala normalen, pa tudi če bi bilo evropsko prvenstvo že spomladi, tako pa čakamo na prvenstvo stare celine, ki naj bi bilo čez mesec dni v Pragi. Sicer bi moralo biti evropsko prvenstvo v Londonu, zdaj v zadnjem delu, vendar pa izpustil naj bi 6. vratca Jure Lenarčič. In če bo ostalo seveda pri tej odločitvi sodnikov, potem Jure Lenarčič, no zdaj še dotik, prebitek še 2 sekund in na 8. mestu je končal zmagovalec kvalifikacij, kar mu daje seveda dobre možnosti tudi za slovensko reprezentanco. Začudil se je, zakaj, torej sam tega občutka ni imel, vendar pa tudi, če ne bi spustil vrat, bi končal kot 4., tako pa je 4. Anže Berčič, Luka Božič pa zmagovalec druge tacenske tekme za evropski pokal. Luka Božič najboljši, Benjamin Savšek na 2. mestu, 45 stotink zaostanka, oba sta odpeljala progo brez dotikov, ne bom dejal brez napak, brez dotikov pač, in na 3. mestu Gilles Bernardet, ki je prav tako popravil včerajšnji nastop, včeraj 4., danes 3., Anže Berčič, včeraj 5., danes še mesto više, Juš Javornik pa na 5. mestu, potem Vidmar, Taljat, Lenarčič, včerajšnji zmagovalec pa Turnšek in Polenčič do 10. mesta. Zanimivi boji, discipline, kjer je Slovenija izjemno močna. Savšek pa torej za ostankom, približno takšnim, kot ga je včeraj imel Božič za Savškom.
Luka Božič pa zadovoljen seveda svojim nastopom, kako tudi ne, kajti uspela mu je izvrstna vožnja. Tule že predstavitev štartne liste, ki jo začenja Lea Novak, danes smo jo že videli, zaključuje pa Urša Kragl, včerajšnja zmagovalka. Eva Terčelj v kvalifikacijah z ne najboljšo vožnjo, vendar tudi ona se lahko v finalu seveda krepko popravi. Dve disciplini sta zdaj torej že za nami. In tretjo začenjajo zdaj kajakašice. Začenja pa torej Lea Novak. Članica domačega kluba Lea Novak, šesta danes že med kanoistkami. Včeraj Lea Novak na 8. mestu, en dotik. Ena izmed tekmovalk, ki prav tako nastopa torej v obeh disciplinah. Včeraj najboljša, torej Urša Kragl, ki je skoraj za sekundo prehitela Evo Terčelj. Na tretjem mestu je bila Elena Apel. Eva Alina Hočevar peta, Ajda Novak šesta, Helena Domanko sedma, Lea Novak pa osma. Trije dotiki zdaj že, včeraj samo en dotik. In pa prvi čas, ki ga je dosegla Lea Novak, 108:20. Najhitrejša v kvalifikacijah danes Urša Kragl s časom 85:71. In tudi zdaj že naslednja Primorka Sara Belinger, članica kajakano kluba Soške elektrarne. Včeraj brez finala. In prav takšne tekme, kot sta včerajšnja in današnja, so seveda priložnost za mlade tekmovalke in tekmovalce, da si nabirajo izkušenj. Predvsem pa veljajo te tekme tudi dobra priprava za najboljše tekmovalke in tekmovalce v nadaljevanju ali pa začetku mednarodne sezone. Torej letos nekako le 3 pomembne tekme, Evropsko prvenstvo, vsaj tako je načrtovano, Evropsko prvenstvo v Pragi čez mesec dni, čez 2 meseca, potem svetovni pokal, prvi tule pri nas v Tacnu, na tejle progi in nato še v začetku novembra v Poju v Franciji. Sara Belinger je prevzela vodstvo, vendar tudi to še ni čas, ki bi seveda pomenil, da bi bila tekmovalka Soških elektrarn na koncu med najboljšimi. V kvalifikacijah najboljša Urša Kragl pred Eleno Apel in pa Ajdo Novak.
Tu pa Američanka Madison Corcoran. Včeraj zadnje 10. mesto v finalu, pa čeprav ni spustila vratc, imela pa je največ kar 3 dotike. Tokrat prebitek 2 sekund zaenkrat, Bellingerjevo vodstvo pred Leo Novak. V spodnjem delu proge zdaj že tretja kajakašica, Madison Corcoran. Zaključek in prevzem vodstva za Madison Corcoran. Še vedno pa je ta čas seveda daleč od časov najboljših iz kvalifikacij. Vsak tule na sali Eva Trčel, Kajakanov klub Ljubljana, Slovenija. Zato pa bo zelo zanimiv naslednji nastop. Tule je Eva Trčel. Včeraj drugovrščena za 96 stotink je na koncu zaostala za Uršo Kragl, vendar pa za 5 sekund in pol prehitela tretjevrščeno Eleno Apel. Nekako včeraj dvoboj Urše Kragl in Eve Trčel. Trčeljeva danes s težavami, tudi tule zdaj že dotik. Eva Trčel, 28-letna članica Kajakanov kluba Ljubljane. Slovensko ekipo se je veselila zlate kolajne na Evropskem prvenstvu v Tacnu pred leti, sicer pa tudi članica reprezentanc ekip 2 bronastih odličij svetovnih prvenstev. Aktualna svetovna prvakinja, lani Sevda Uržela, je Eva Trčel, ki je nastopila tudi na olimpijskih igrah v Londonu in tam končala svoje nastope v polfinalu, na koncu osvojila 13. mesto. Eva Trčel v zaključku 2 dotika po 5 in 6 vracih. No, danes ne tako suvereno kot včeraj, tako v kvalifikacijah, kot tudi zdaj v finalni vožnji, vendar pa v tem trenutku je Eva Trčel vendarle prevzela vodstvo. Po nastopu 4 tekmovalk v vodstvu Eva Trčel. Vendar pa, če samo primerjamo čase najboljših, potem Eva Trčel s kar precejšnjim zaostankom. 85-71. Ja. 8 sekund, recimo dobrih 8 sekund počasnejši čas kot čas najboljše. Res pa je, da je bila na drugem mestu Nemka Elena Apel zelo blizu vodilni, potem pa je Ajda Novak na 3. mestu v kvalifikacijah zaostala skorajda že 6 sekund. Zdaj pa vrstni red. Eva Trčel, Madison Corcoran, Sara Bellinger in Lea Novak ob nastopu 6. uvrščene po kvalifikacijah Helene Domanko. Včeraj članica Kajakanov kluba iz Ljubljane na 7. mestu, Helena Domanko, z 2 dotikoma. Skozi 13. in 14. vratnica Domanko, pa skozi 15. tudi. Helena Domanko prevzame vodstvo,
In zaključek vožnje za članico kluba KKK Ljubljana. Trčeljeva prav tako prihaja iz tega kluba, ostaja v vodstvu, Domankova pa na 3. mestu. Korkoranova med Trčeljevo in Domankovo. Peterica tekmovalk kajakašic je opravila svoje nastope. Še Zala Zanoškar, Eva-Lina Hočevar, Ajda Novak, Elena Apel in pa Urša Kragl. Tule Zala Zanoškar. Pomembna informacija o kategoriji kanoistov, Jure Lenarčič, ni zgrešil vrati 57 in na koncu končal na 4. mestu. No, zdaj uradna informacija, da so potem, ko je glavni sodnik pogledal videoposnetke, brisali kazen 50 sekund Juretu Lenarčiču in končal je na 4. mestu, torej včerajšnji zmagovalec, vendarle 4. Zala Zanoškar na progi z dotikom in pa 2 kazenskima sekundama. Vrstni red pri kanuistih, torej zdaj Božič, Savšek, Bernarde, Lenarčič in Berčič na 5. mestu. Na progi pa spremljamo Zalo Zanoškar. Včeraj brez finala, danes v finalu. Dober nastop te tekmovalke v kvalifikacijah, saj je osvojila 5. mesto. Ali lahko Zala Zanoškar zdaj prevzame vodstvo? Eva Trčeljev vodstvo in Zala Zanoškar na 1. mestu. Ja, odličen nastop Zale Zanoškar. Prehitela je tudi svetovno prvakinjo Evo Trčelj in potem Korkoranovo, Domankovo, Beringarjevo in Leo Novak. Še 4 tekmovalke pa morajo opraviti svoj finalni nastop. Dobro Zala Zanoškar. Tole Eva-Lina Hočevar. Tudi njo smo danes že videli nastopiti v 1. finalu med kanoistkami. Tam je osvojila 3. mesto, tako da jo bomo videli kasneje tudi na zmagovalnih stopničkah. Eva-Lina Hočevar včeraj 5. Včeraj 4. in 5. mesto, danes že ima 3. mesto. Levo Eva-Lina Hočevar, odlično zašla pres. Izredno pridna, delovna športnica in tudi seveda odlična v šoli. Eva-Lina Hočevar. Zaenkrat brez dotikov. Eva-Lina Hočevar. Zala Zanoškar v vodstvu 92-98. Zaenkrat zelo suvereno. Pa tule obrat, kot ga izvede večina tekmovalcev. Odličen nastop, pogledajte zaključek zdaj za Evo-Alino in čas 86-73. Izvrsten nastop Eve-Aline Hočevar, prav lahko, da bi znal zadoščati tudi za nove zmagovalne stopničke.
Brez dotika Eva Alina Hočevar, čista vožnja in tudi zelo hitra. Talentirani tekmovalki zagotovo manjka še nekaj izkušenj in pa tudi moči. Gre za izjemno mlado tekmovalko. No in tule zdaj že naslednja. To je Ajda Novak, torej znova ena izmed skoraj 11.000 novakov. Prihaja iz Kaja Kanu kluba Ljubljane. Včeraj na 6. mestu Ajda Novak. No, danes pa v kvalifikacijah zelo dober nastop. Nekako sta bili Aplova in Kragljeva razred zase, potem pa za njima kot najboljša tekmovalka, ki jo spremljamo v tem trenutku, Ajda Novak. Velika prednost v tem trenutku Eve Aline Hočevar, kajti Zala Zanoškar zaostaja za njo več kot 6 sekund. Pri dekletih zaenkrat kar precejšnje razlike. Ajda Novak brez dotika. V zaključku na drugem mestu je sekundo in 7 stotinki Ajda Novak zaostala za Evo Alino Hočevar, ki ostaja na vrhu. Hočevarjeva, Novakova in Zanoškarjeva vrstni red v tem trenutku. Ajda Novak do drugega mesta. Pred nastopom najboljših dveh iz kvalifikacij, Lene Apel in Urše Kragl. Tule je 21-letna Nemka, Elena Apel, včeraj tretja, brez dotika, vendar pa včeraj zaostala več kot 6 sekund in pol za Uršo Kragl. No, le-tej pa se je danes v kvalifikacijah zelo približala. Včeraj Aplova najboljša med kanoistkami in tretja med kajakašicami. Nemci so imeli malo treninga na vodi, prav nič tekem tudi. Zato še posebna pohvala tudi Kajakaški zvezi Slovenije, ki je priredila serijo tekem za slovenski pokal. Zaenkrat čista vožnja Nemke, ki jo spremlja njen oče Tomas Apel. Strok mož, visoko rasel, trener odličnih tekmovalcev in zdaj že v spodnjem delu proge Elena Apel. Hočevarjeva, Ajda Novak in Zanoškarjeva vrstni red na vrhu. Predzadnja tekmovalka ženskega finala. 86-73 je čas, ki ga bo poizkušala izboljšati. Zdaj Elena Apel, ki je na cilju na prvem mestu. 84-88, torej še boljši nastop kot včeraj in pa znova zelo dober nastop v finalu, tako kot v kvalifikacijah. V obeh disciplinah, v katerih nastopa Elena Apel, odlična. Aplova zdaj v vodstvu. Pri dekletih Aplova danes na drugem mestu med kanoistkami, vendar pa zaenkrat vodilna med kajakašicami. In tule nastop Urše Kragl. Tule je 32-letna Primorka. 9. je bila na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Torej, tako Urša Kragl kot tudi Eva Terčelj že z nastopoma na olimpijskih igrah in 9. mesto je seveda najboljša slovenska uvrstitev za zdaj na olimpijskih igrah.
Videli pa bomo, katero izmed deklet bomo videli tudi na naslednjih olimpijskih igrah, kjer ima Slovenija 4 kvote, torej v vseh 4 disciplinah. Urša Kragl, 2 posamični kolajni z evropskih prvenstv, bila je 2. in 3. leta 10 in 16, pa tudi skupna zmagovalka svetovnega pokala že pred časom. No, velikokrat je imela težave s poškodbami, bodisi s hrbtom, potem si je poškodovala ramo in dejala je, da je izjemno vesela, da je lahko v zadnjem času že opravila 2 treninga na vodi. Rehabilitacija po poškodbi je bila namreč zelo dolgotrajna in tudi zelo naporna. Včerajšnja zmagovalka Urša Kragl, članica Soških elektrarn. Zaključek zdaj za Uršo Kragl, ki pa Elena Apl ne bo prehitela. Urša Kragl zaostaja na 4. mestu. Urša Kragl. Elena Apl, zmagovalka, torej če ni šlo med kanuistkami, pa je šlo med kajakašicami. Urši Kragl se tare nastop ni posrečil, Elena Apl pa je zmagovalka kajakašic, na 2. mestu pa danes Eva Alina Hočevar. Odličen nastop Eve Aline Hočevar. Prve 3 tekmovalke so sprogo upravile brez napak, brez dotikov. Sekundo 85 je zaostala Eva Alina Hočevar. No, tudi 3. mesto Ajde Novak pa je lep dosežek te tekmovalke. Tule vidite vrstni red. Urša Kragl, včerajšnja zmagovalka, danes v finalu na 4. mestu. Včerajšnja drugovrščena Eva Terčelj pa je danes končala kot 6., torej 4. in 6. mesto obeh najboljših slovenskih kajakašic. Zato pa dobra nastopa ali pa dobri nastopi Hočevarjeve, Ajde Novak in pa tudi Zale Zanoškar, ki si je priveslala 5. mesto. Alja Kozorog, zmagovalka med kanuistkami, Luka Božič med kanuisti, med kajakašicami pa gre zmaga torej v roke Elene Apl. Aplova 2 zmagi, včeraj v kanuju, danes v kajaku. Pred nami pa samo še nastop kajakašev. 15 jih bomo videli in znova bo tekmo zaključil najboljši iz kvalifikacij, tudi včeraj in včerajšnji zmagovalec Peter Kauser. To je štartna lista. Aplova, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak pa na zmagovalnih stopničkah pri dekletih v kajaku. Videli smo štartno listo, zdaj še za zadnjo disciplino kajakašev, kjer bomo v finalu spremljali 15 tekmovalcev in začenja se Žiga Zidar, je prvi tekmovalec, član kajaka kluba Tacen. Včeraj najboljši Peter Kauser, ki je zmagal s prednostjo 32 stotink pred Nikom Testenom. Tretji je bil Hannes Aigner, ki pa je zaostal že več kot 2 sekundi. Potem Jakše, Kuder Marušič, Jozef, Petek, Ločnikar, Valant in Tominc do 10. mesta. Žiga Zidar v spodnjem delu proge že in pa z dotikom. 14. vratca je takole zanihal mlad tekmovalec domačega kluba.
Če bo šlo vse po načrtih, potem bomo tule spremljali tudi letos tekmo svetovnega pokala na Tacenskih Brzicah, tradicionalno tekmo, ki je bila že 17-krat do zdaj za točke svetovnega pokala. Samo Augsburg je priredil več tekem, sicer pa 2-krat tudi Evropsko prvenstvo in 3-krat tudi svetovno prvenstvo tule na Savskih Brzicah. 18. izvedba svetovnega pokala bo torej tule sredi oktobra, čez 2 meseca, torej Ulan Valant. Član Kajaknega kluba Ljubljane, včeraj 9. Tudi danes, torej v velikem finalu, nekoliko razširjenem. Žiga Zidar je postavil orientacijski čas 87:54. Najboljši v kvalifikacijah Peter Kauser je postavil čas 75:23. Torej več kot 12 sekund hitreje, kot je vozil zdaj v finalu Žiga Zidar, in Peter Kauser je drugovrščenega Vida Kudra Marušiča prehitel za 3 sekunde in 23 stotink. Oba pa sta s progo opravila brez dotikov, potem Testen, Jakše, Jozef, Vito, Štrbing, Aigner, Srabotnik, Čižman in Ločnikar do 10. mesta. Ulan Valant precej hitrejši kot pa Žiga Zidar, ki je začel današnje tekmovanje. Tole pa naslednji, to je Urban Gajšek, član Kajaknega kluba Soške elektrarne. Nekako 4 močne izstopajoče klube v kajaku in kanuju imamo trenutno v Sloveniji, oba ljubljanska, Kajakni klub Ljubljana, pa klub iz Tacna, potem klub Soške elektrarne in pa tudi Nivo iz Celja, v katerem delajo tudi zelo dobro. No, pojavljajo pa se še številni manjši klubi ali pa predvsem mlajši klubi, kjer so tudi zastavili delo, vendar pa rezultati seveda ne pridejo čez noč. Ob tem, da v zadnjem času ljudje vse bolj stremimo za tistim pristnim stikom z naravo, je to seveda eden izmed idealnih športov, zato zelo popularen je za preživljanje časa v naravi, v stiku z vodo. No, najboljši v veslanju na divji vodi pa so seveda pravi mojstri. Že 3 dotiki tudi in pa 6 sekund pribitka za Urbana Gajška. Ki je trenutno na zadnjem 3. mestu, zaostal je tudi za Žigo Zidarjem. Po časovnem intervalu 2 minut startajo tekmovalci v finalnih nastopih in počasi se bližamo tudi zaključku dvodnevnega tekmovanja za Evropski pokal in pa za slovenski pokal. Tule zdaj Marko Petek, včeraj odličen 7. član Kajaknega kluba Ljubljana.
Včeraj zelo, zelo dober nastop. Zaostal je za mnogo bolj izkušenimi, uspešnimi kajakaši Kauzerjem, Testenom, Aignerjem, Jakšetom, Kudrom Marušičem in Josefom. No, tudi današnja kvalifikacijska vožnja pa je bila dovolj dobra, da se je uvrstil v finale 15-terice in tako dobil še eno priložnost. Ulan Valant, ki je tudi včeraj dolgo vodil, pa še vedno ostaja na vrhu s časom 81:69. En dotik zaenkrat za Marka Petka. Marko Petek gre proti cilju 81:69 času na Valanta. Marko Petek, 18:19. Blizu bo Marko Petek. Ne, 50 sekund so mu tudi dosodili sodniki, izpustil naj bi zadnja 19. vratca. Če bo ostalo pri tem, jezi se Marko Petek. No, tudi Jure Lenarčič se je jezil, potem ko naj bi izpustil vratca, je uspel s pritožbo, ogledali so si video posnetek in mu črtali kazen 50 sekund, tako da se je z 8. pomaknil na 4. mesto. Marko Petek pa naj bi izpustil prav zadnja vratca, 19. vratca, sicer bi za 900 samo zaostal za Valantom, tako pa je na zadnjem 4. mestu. Naslednji tekmovalec, Lenart Burgar, prihaja iz Kajakano kluba Tacen. Veliko je tekmovalcev, ki sicer na tekmah svetovnega pokala ali drugje ne vidimo. Gre za mlade tekmovalce, ki ne nastopajo v članski konkurenci, vsaj med najboljšimi ne, na tekmah, ki jih lahko spremljamo tudi prek televizijskih ekranov, v tekmah svetovnega pokala, svetovnega ali evropskega prvenstva. Valant, Zidar, Gajšek in Petek vrstni red. Že 6 sekund prebitka tudi za Burgarja. In na 4. mesto. Prehitev je le Marka Petka, ki pa naj bi izpustil vratca. Takole eden izmed dotikov. Številko 59 ima naslednji član celjskega kluba Nivo Celje, je tu Jan Ločnikar, ki je bil včeraj zelo dober 8. Pogledajmo Jana Ločnikarja, mogoče že kakšno mesto više kot včeraj, Ulan Valant, ki je tudi danes dobro opravil. Tudi danes Ulan Valant, včeraj na 9. mestu, ti tekmovalci, ki so ga prehiteli. Na vrhu še vedno Ulan Valant, Žiga Zidar na 2., Urban Gajšek na 3. mestu. In 6. vratca osodna za, kot kaže, Ločnikarja. 50 sekund prebitka, nepravilno jih je prevozil oziroma izpustil. In danes očitno Ločnikar, če bo ostalo pri tem, ne bo ponovil včerajšnje odlične uvrstitve.
zato ker je zgrešil vrat za tekmovalec karta ultimativno ocenjen z informacijo za Luka 3. Borbeno in športno do cilja morda niti ne ve, da je naredil napako. Jan Ločnikar, 6. mesto v tem trenutku ali zadnje mesto. Valant, Zidar in Gajšek, vrstni red prve trojice na vrhu. Že nekaj časa nespremenjen vrstni red. Tule pa je naslednji 9. čas kvalifikacij za KF klub Tacen. Še eno ime sreda tega športa, Luka Čižman. Luka Čižman bo naslednji član domačega kluba. Iz Tacna je Luka Čižman 9. čas kvalifikacije dosegel, včeraj pa je bil ta tekmovalec 11. s čisto vožnjo, vendar pa z velikim zaostankom, več kot 10, več kot 12 sekund pravzaprav za zmagovalcem. Gremo zdaj Luko Čižmana. Luka Čižman tudi včeraj v velikem finalu na 11. mestu je bil Luka Čižman, 12 metrov so mesto više. Ulan Malak je pokrudil resno in bo najmanj tako dober kot včeraj, ko je bil 9. Ulan Malak, to je pa Luka Čižman. Zdaj Luko potegnil Martin Srapotnik in Dane Sajner, to je dva vrhunska tekmovalca. Samo v enem času so se uspel Ulan Malak pri kakšno podajanje Luki Čižmanu. Tudi tokrat zaenkrat čista vožnja, kako hitreje bodo pokazale ure. Zdaj že v spodnjem delu Luka Čižman. 81:69 čas vodilnega Ulana Valanta. Uspešno in zdaj Luka ima še dvojevratnico cilja nekaj metrov. Ulan Valant 81 Tule se je zaustavil, vendar še vedno v odličnem položaju. Luka Čižman, ki je zdaj prevozil namišljeno ciljno črto in je prevzel vodstvo. Poglejte veselje Luke Čižmana. Sekundo 66 na koncu hitrejši kot Ulan Valant in še več potem kot Žiga Zidar, ki je zdaj na 3. mestu. Odličen nastop danes Luke Čižmana. Včeraj 11. Danes se bori za to, da bo dosegel morda celo svojo najboljšo uvrstitev. Tule Martin Srabotnik, najboljši tekmovalec celjskega kluba. Včeraj je nastopil samo v kvalifikacijah, finale je potem izpustil. 8. čas kvalifikacije je dosegel Martin Srabotnik, ki je nekako v zadnjih letih tudi postal standardni član slovenske reprezentance. Visok, močan tekmovalec, ki zna biti zelo, zelo hiter. Ja, zaenkrat brez dotika, takole na pogled tudi zelo hitra vožnja, suverena vožnja z odličnimi reakcijami. Martin Srabotnik. Po vodstvu Luka Čižman pred Valantom in Zidarjem. V zaključku zdaj že Celjan Martin Srabotnik. Gre zdaj Martin Srabotnik brez težav, še 18 in 19, tole zna biti prevzem vodstva. Ja, tule zelo, zelo dobro, odličen nastop Martina Srabotnika, ki je dosegel čas 73:67. Odličen nastop Martina Srabotnika. 73:67. Ja, to je sekundo in pol hitreje, kot je v kvalifikacijah vozil Peter Kauser. Dobro je Celjan torej izzval našega najboljšega tekmovalca. Prav tako pa je Martin Srabotnik seveda krepko izboljšal svoj čas iz kvalifikacij. Res hud izziv Dane Sajner. Včeraj recimo Dane Sajner 73:64 za 3. mesto, ampak zdi se mi,
da danes tekmovalci potrebujejo vendar točno sekundo več proti cilju, če držimo rezultate in seveda... Tole pa Hannes Aigner, svetovni prvak izpred 2 let in pa nosilec olimpijskega odličja. Že tudi. Po vodstvu pa Martin Srabotnik. Martin Srabotnik je imel 2 dotika v kvalifikacijah, vendar tokrat je vozil še hitreje in brez dotikov, 4 sekunde hitreje celo je bila ta njegova vožnja. Tule pa Hannes Aigner, tudi eden izmed kandidatov za najvišje mesta. Včeraj 3. Hannes Aigner, 3. tudi na olimpijskih igrah v Londonu, kot sem dejal. 2-krat tudi bronast na evropskih prvenstvih v Augsburgu in Liptovskem Mikolašu, 12 in 16. Hannes Aigner, 31 let mu je, visok, močan tekmovalec, tudi njegov trener je Thomas Appel in Martin Srabotnik ostaja v vodstvu, na drugem mestu pa Hannes Aigner. Martin Srabotnik torej zdaj že spravo primerjavo do odličnega Nemca Hannesa Aignerja. Srabotnik ostaja v vodstvu. No, tako Srabotnik kot Aigner v kvalifikacijah nista bila med najhitrejšimi, tako da bomo morali seveda vse do konca čakati, kako in kaj, vendar pa predvsem Martin Srabotnik, ki je v tem trenutku kar več kot 3,5 sekunde hitrejši kot Hannes Aigner, je v odličnem položaju. Srabotnik, Aigner in Čižman trenutni vrstni red. Tole Vit Oštrbenk. Član Kajakanu kluba iz Čateža je Vito Štrbenk, odličen tudi v krosu, novi disciplini kajakaškega sporeda. Vsestranski tekmovalec, pravzaprav je mladi kajakaš, ki ga vidimo zdaj na progi, Vito Štrbenk. Naslednji pa znova zanimiv tekmovalec Joshua Joseph. Vit Oštrbenk zdaj je prihajajo do cilju res, povejmo še to, Martin Srabotnik je na evropskem mladinskem pokalu pa zmaga za Neja Zobca Bančiča. Vito Štrbenk na drugem mestu. Odličen nastop tudi Vita Štrbenka. No, poglejte. Danes povratek nekaterih včeraj slabše uvrščenih tekmovalk in tekmovalcev. Povsem drugačna zgodba, pravzaprav samo nekaj stalnic imamo. Eleno Appel, recimo, ki je nastopila v 2 kategorijah. No, danes uspeh tudi za Aljo Kozorog, pa povratek Luke Božiča znova na najvišjo stopničko. Pri fantih pa na prvem mestu Martin Srabotnik, ki včeraj v finalu ni nastopil, na drugem mestu Vit Oštrbenk. 2 Slovenca na vrhu, Aigner zdaj na 3. mestu. Prav lahko se zgodi, da bo danes Aigner ostal brez zmagovalnih stopničk. Ja, za 10 stotink je Vito Štrbenk prehitel svetovnega prvaka iz Rija, Hannesa Aignerja. Poznavalci tega športa pri nas pravijo, da se za prihodnost ni bati, da zadaj raste rod mladih, talentiranih tekmovalk in tekmovalcev, vendar pa to je šport, ki zahteva veliko odrekanj dela, tako kot pravzaprav vsaka športna disciplina. Gledamo zdaj nastop Američana, tudi on zaenkrat brez dotikov. Včeraj Američan na 6. mestu, tudi včeraj brez dotikov, vendar pa s 5-sekundnim zaostankom za Kauzerjem.
pa 17 tudi šlo za Joshua Josepha. Ali lahko za Joshua Joseph nekaj dodatni točki za dotik Joshua Josepha. In njegov čas bo seveda počasneje. Tudi to ne bo dovolj, da bi prevzel vodstvo ali pa se umešal med najboljše. Na 5. mestu je v tem trenutku Joshua Joseph. Nezadovoljni je s svojim nastopom. Srabotnik, Oštrbenk in Aigner še vedno ostajajo na vrhu pred nastopom zadnje četverice. Torej prihajamo v finala. Maja, tole imamo zdaj. Najprej Žan Jakše, potem Niko Testen, pa Vid Kuder Marušič. Trije mladi tekmovalci in na to še naš najizkušenejši Peter Kauzer. Silovit začetek Žana Jakšeta, že tudi zmagovalca Tacna. Žan Jakše je bil tu najboljši pred 2 letoma. Na nekoliko nenavadni tekmi pravzaprav. Žan Jakše včeraj četrti. Brez dotika se bi uvrstil še mesto više. Žan Jakše. Martin Srabotnik, zmagovalec slovenskega pokala v Celju, danes izvrsten. Ne v kvalifikacijah, pač pa v finalu. No, takole pa zdaj ob napakah zaključuje svoj nastop včeraj četrti Žan Jakše, član domačega kluba. Danes bo uvrstitev predvsem pri repu finalistov. Na 12. mestu je trenutno Žan Jakše ali trenutno zadnje mesto. Precej težav v drugem delu, ko so se začele napake, izpuščanje vrat in dotiki. Žan Jakše torej pri repu, na vrhu pa zdaj še trije. Najprej včeraj drugi Niko Testen. Tule vrstni red, zgoraj desno vidite Martin Srabotnik, Vid Oštrbenk in Hannes Aigner. Olan Valant še vedno na visokem 5. mestu. Niko Testen začenja svoj finalni nastop. Včeraj odličen drugi. Za 32 stotink sekunde je Niko Testen včeraj zaostal za Petrom Kauzerjem. V kvalifikacijah danes je dosegel 3. čas, torej v dobri formi je tudi Primorec, član Soških elektrarn. Tudi Niko Testen se seveda bori za mesto v slovenski reprezentanci. V srednjem delu zdaj Testen, Martin Srabotnik na vrhu, 73-67, izjemen čas. Samo z brezkompromisno napadalno vožnjo je možno priti seveda ob tako dobrih tekmovalcih povsem do vrha. Veliko sreče je potrebno tudi v tem športu, čoln mora steči, tudi voda mora na roke tekmovalcem. Ali bo uspel Testen prehiteti? Ne, na drugem mestu je. Testen na drugem mestu, 85 stotink zaostanka. Srabotnik in na to Testen, pa Oštrbenk. Torej, v tej kategoriji bomo videli trojno slovensko zmago. Le imen še ne vemo. Še 2 tekmovalca sta tista, ki lahko spremenita vrstni red na vrhu oziroma kjerkoli. Martin Srabotnik pa je že na zmagovalnih stopničkah. Kajti samo še Vid Kuder Marušič in za njim Peter Kauzer sta tekmovalca do konca tega dvodnevnega tekmovanja. Tole zdaj začenja Vid Kuder Marušič, včeraj 5.
brez dotika bi bil včeraj tretji. Sin Fedija Marušiča, izvrstnega slovenskega kajakaša, tudi pred leti. V srednjem delu proge zdaj vid. Član tacenskega kluba je Vid Marušič, Kuder. A dotik na 9 vratcih proti točnih. Ja, to bo zdaj težko, kajti na vrhu kar 4 tekmovalci brez dotikov, vendar v razmaku 3 sekund in pol. Zaključek zdaj za Vida. Ja, ne bo dovolj. Na 5. mestu je. Na 5. mestu. Če ne bi bilo dotika, bi bil tretji. Tako pa zdaj na 5. mestu. Tudi Niku Testenu se obetajo nove zmagovalne stopničke. Na 3. mestu, nehvaležnem pa zdaj Vid Oštrbenk. In tule samo še en tekmovalec. Peter Kauzer, nosilec olimpijskega odličja, pa svetovni prvak, evropski prvak, zmagovalec svetovnega pokala v Tacnu v letih 8, 11, 13 in 16. Tudi njegova družina ga spremlja, ne samo oče, temveč tudi njegova žena pa hčerkica. In tudi Peter Kauzer začenja silovito. Tako kot vedno, hrastniška raketa je zdaj na vodi. Eksploziven tekmovalec, Peter Kauzer, če je v pravi formi, če močan steče, potem ga je težko premagati. Tekmovalec, ki je še vedno na ravni najboljših svetovnih kajakašev. Vidite, tale obrat, odlično. In tule dotik. Dotik, pribitek 2 kazenskih sekund. Ali bo lahko izničil zdaj tole? Vemo, sem videl prav, da so zanihala vratca. Peter Kauzer zdaj v spodnjem delu. Ja, vendarle dotik, zdaj še en dotik. Ja, tokrat predvsej bolj nečista vožnja Petra Kauzerja, ki je na 4. mestu. Dan presenečen, pravzaprav bi lahko rekli, in Peter zna vedno pokazati tudi, da svojim nastopom ni zadovoljen. Peter Kauzer brez zmagovalnih stopničk na 4. mestu, na njih pa Martin Srabotnik, Niko Testen in Vid Oštrbenk. To so najboljši 3 nastopa kajakašev, torej tiste najmočnejše skupine, ki smo jih spremljali danes, in danes smo zares videli tekmo presenečen, pravzaprav precej drugačni rezultati kot včeraj, vendar to nas na vse zadnje veseli, kajti nabor odličnih tekmovalk in tekmovalcev v vseh disciplinah je zelo širok. Martin Srabotnik pa zmagovalec mednarodne tekme evropskega pokala in pa drugega dne seveda tacenske preizkušnje. Niko Testen še enkrat drugi, torej še ena odlična uvrstitev tekmovalca, ki je blizu torej uvrstitvi tudi v slovensko reprezentanco. Vid Oštrbenk, mlad tekmovalec Čatečkega kluba, pa se je izkazal s 3. mestom, Peter Kauzer pa z 2 dotikoma na 4. Če dotikov ne bi bilo, bi uspel zmagati, tako pa se mora zadovoljiti s 4. mestom. Šele na 5. mestu je Hannes Aigner, včeraj na zmagovalnih stopničkah, Vid Kuder Marušič je 6., potem pa Jozef, Valant, Zidar in Gajšek do 10. mesta. Tule 3. vrščeni Vid Oštrbenk, pa drugovrščeni Niko Testen, zmagovalec
drugega dne tacna pa je postal Martin Srabotnik, ki v kvalifikacijah ni odpeljal najbolje, zato pa izjemna vožnja v finalu in zmagovalce danes imamo. To so Alja Kozorog med kanuistkami, Luka Božič med kanuisti, potem med kajakašicami najboljša Elena Apel, med kajakaši pa Martin Srabotnik. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.